Pomemben pa je, da seveda ravno v tem našem razumevanju zgodbe imamo nekatere uspehe, ki so pa zelo tako namenoma narejeni. In ravno, recimo, ko že tokrat omenjava, so pač taki časi cepiva, pri cepivu tisto osnovno delovanje ni naključno. Sprav to je dizajnirano, ljudje so razmislili, kako to narediti. In je treba reči, da tukaj živimo v zelo srečnem času. Če bi ta pandemija ratala pred 30 leti, bi imeli grozljivo veliko smrtnosti, ne bi bilo pravzaprav resne šanse, kako jo ustaviti. Bi imeli še eno najbrž rang velikosti španske gripe, malo drugače bi se stvari odvile, ampak bi bila zelo tragična, tudi v številu smrti še dosti večja. Tako da tukaj je treba tudi reči, mogoče je tak omemba, spet nisem strokovnjak, ampak bil sem pa nekoliko osebno zgrožen. Letos, se pravi zdaj jasno, leto 2021, so bile Nobelove nagrade. Zakaj ni Katalin Karikó dobila Nobelove nagrade? To je bilo neverjetno. mRNA, to je gospa, ki je razvila znanstvene osnove za cepivo tako Pfizerja kot Moderne. To je odkritje, ki je bilo, gre nam za to, da je nekako pogruntala, kako človeški imunski odziv ne bo uničil pravzaprav tega cepiva, preden sploh štarta. Odkritje je bilo z leta 2005. In zdaj smo leta 2021, 16 let. Nobelov odbor je zelo mnogokrat za bolj nedavno odkritje, recimo iz mojega področja odkritja eksperimentalno-gravitacijskih valov, neposredna meritev. 2 leti od takrat, ko so to zmerali, do takrat, ko so dobili gospodje Nobelovo nagrado. Ta gospa ni dobila Nobelove nagrade ne za kemijo, ne za medicino oziroma fiziologijo. In to se mi zdi, da je večji škandal. Prav na vašem znanstvenem področju se to... To je nekaj, kar recimo v fiziki smo se pogovarjali s kolegi in smo rekli, da te stvari pravzaprav tako globoko ne razumemo, da to resno najeda ugled Nobelovih nagrad, kajti koristiti oziroma ne škoditi ljudem je bilo natanko tisto, kar je Nobel hotel s svojimi nagradami. Stvar je, kot rečeno, dovolj ustaljena in očitno dovoljkrat probana, da bi tukaj ni nobenega izgovora, bomo še malo počakali. In seveda, bom rekel še tisto očitno stvar, gre za gospod, ne za gospoda. In Nobelovih nagrad je nenavadno malo dobilo žensk. Končno Marie Curie je dobila sicer 2 Nobelovi nagradi, ampak potem, ko je ta prvi morala močno povzdigniti glas, zakaj jo ni dobila, gospa se je znala seveda zase tudi malo postaviti. Tako da to ni šlo tako gladko, zdaj jo imajo seveda Francozi logično v Panteonu, v hiši slavnih, ampak takrat v njenem času ni bilo tako. Takrat so bili mnogi temeljito proti njej in to zaradi banalnih stvari, ker je po smrti svojega moža se zaljubila v nekega drugega mlajšega poročenega moškega. Moškim je to, kot kaže, dovoljen, Marie Curie očitno ne, ker je ženska. In take stvari se seveda kar vlečajo. Recimo svojim študentom dostikrat omenjam naprimer Cecilia Pale-Gaposchkin. To je ženska, ki je leta 25, če se prav spomnim, doktorirala na Harvardu, mislim, da kot prva ženska na področju astronomije. In tema njenega doktorata oziroma uspeh njenega doktorata je bil, da je pojasnila, kako deluje Sonce. Se pravi, dejansko je pojasnila, da je Sonce v glavnem iz vodika. To je fundamentalen uvid. Do takrat so ljudje mislili, da je Sonce, kaj pa vem z ogljika, z premoga, kaj pa vem z česa, pojma niso imeli v bistvu. Kaj ti te elementi, kot so ogljik pa kisik, so se boljš videli, pa železo zlasti v sončevi svetlobi. Ona je pa pogruntala, da vodika sicer ne vidimo zelo dobro, ampak da je tam, da sam slučajno nima merljivih stvari tako preprosto. In ja, mislim, gre za nekaj, kar je Sonce, je torej z vodika, vesolje je torej večinoma z vodika, 90% atomov v vesolju je vodikovih atomov. Tukaj gre za fundamentalen uvid našega sveta. Nikoli ni bila Nobelova nagrada za njo, bila je sicer lahko v službi na observatoriju, pa bila je celo direktorica observatorija. Zdaj jo počasi Američani se spomnejo, da je treba uvrstiti med tistih nekaj najpomembnejših znanstvenic preteklega stoletja, ampak še zmeraj ni pa nobenega
obžalovanja, da ni dobila Nobelove nagrade. To se mi zdi onkraj meja najbolj osnovne človeške etike in morale. Očitno smo čudni in Kariko je primer tega. Ne. Močno dvomim, da je samo dejstvo, da je to nekam prehiter. Bojim se in... Pa tudi vprašanje, če je res spol problem. Ne? Jaz bi tukaj rekel, da to so tudi predvidevanja. Doskrat se to dogaja. Ne? Ali je spol problem ali ne, mislim, da je zelo bistveno, da celotni možgani tega človeštva nekaj počnejo, ne pa samo polovica. Blazno bistveno je, da aktivno spodbujamo, da sta oba dva spola aktivna v posamezni stroki. Pa naj bo to v medicini ali pa da naj bo to v astronomiji. In te stvari se seveda dogajajo, se je prav, da se dogajajo. Če se le da, naj bi bilo polovica govornic na neki konferenci ženskega spola. Pazite, treba, da seveda ne ustvarjate vtisa diskriminacije, ampak tako v to smer je treba iti. Kaj ti čisto preprosto, radi bi razumeli to vesolje s človeškimi možgani vseh zemljanov, ne pa s polovico. In ideja, da obstajajo moški in ženski poklici, je skrajno sporna ideja za ogromno večino poklicev. Tako da treba je vsekakor omogočati in imeti vse pogoje za to. In če pogledava Nobelov odbor, pogledajo na statistiko, koliko ženske pa dobili Nobelovo nagrado. Odgovor je skrajno majhen odstotek. In to nekako ni primerno. A je manjši odstotek Nobelovih nagrajenk, kot je odstotek ženskih znanstvenic na področju naravoslovja. In to je velika razlika. Ja, to je velika razlika. Skaže se, da smo seveda kot družba, imamo še vedno za narediti marsikaj. Ženske danes seveda k vsej sreči študirajo. To smo prešli, se pravi, na nek način upam, da ne bo več tista zgodba Cecilije Pejga Poškin, ki je kot prva doktorirala. Zdaj seveda tudi recimo med mojimi doktoranti, mislim, da imamo 3 punce, imam pa 5 fantov, skratka ni glih 50-50, ampak ok, tam nekje. Ampak potem pa seveda pride družina, kar je prav, da pride, in potem še vedno niso pravzaprav, ne gre niti za samo za nek odnos med spoloma, upam, da smo to tudi do neke mere prešli, ampak gre za te zelo praktične stvari. Zavedati se moramo, da je odločilno, da lahko službo prenesete nekam drugam, da par torej živi skupaj lahko in naprimer v znanosti imate inštitute tam, kjer pač so, in če se zaljubite v nekoga, ki je vaše stroke, zelo možno dela nekje drugota. Potem je zelo važno, da otroški vrtci štimajo. To je zelo bistvena zgodba, ki se jo malo premalo zavedamo. Niso babice pa detki, bistveni so otroški vrtci, če ne drugega zaradi socializacije naših otrok, da niso toliko individualisti, da razumejo, da imajo neko družbo in da morajo delovati kdaj za kaj skupnega. In te stvari so vse nekako zadnje čase razkrajajo.